V okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, na kateri prirejamo pogovore v različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, ki so išle pri naši založbi. Prav tako v naši sredi pozdravljam župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja, in delegata oziroma poslanca prve demokratične izvoljene skupščine, gospoda Jožeta Berleca, ki je tudi predsednik društva Demos na Kamniškem. Prav lepo pozdravljeni tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko naše spletne strani demokracija.si. Današnji pogovorni večer organiziramo skupaj z društvom Demos na Kamniškem in društvom Svetega Jakoba. Pozdravljeni besedi zato vabim podpredsednico društva Demos na Kamniškem in predsednico društva Svetega Jakoba, gospod doktorico Marjeto Kumer. Izvolite. Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste v tej dvorani, seveda najlepši pozdrav pa našim gostom. Eno od gostov je kar naš že stalni gost, je magister Igor Omerza. Potem v sredi sedi avtor knjiga, ki bo nocoj predstavljena, oziroma tematike, ki bo nocoj predstavljena, to je dr. Rado Pezdir. In seveda pozdravljam tudi voditelja, gospoda Metoda Brleca, ki pa je Kamničan. Najlepši pozdrav županu, najlepši pozdrav tudi predsedniku Demosa, gospodu Jožetu Brlecu in vsem, ki ste tukaj. Nocojšnja tematika najbrž ne bo taka, da bi rekli, da se bomo kaj smejali, da bomo kaj zelo veseli, ko jo bomo spoznali. Lahko pa rečemo, da je to nova tematika. To je knjiga, ki opisuje nekaj novega. Pravzaprav je bil ta problem s krajem, bom zdaj rekla, sredstev slovenskih, kar je počela UDBA od Timičeve leta 2017, ko je Komisija Državnega zbora razpravljala o finančnih zadevah, mislim, da v zvezi z banko. To je nekaj novega. In denar se je zgradjeval potem po vsem svetu, kupičil po vsem svetu, uporabljal se pa za različne stvari, za dobre, ne? Med drugim pravijo, da je bil s temi sredstvi ubit tudi srbski predsednik Đinđić, če se spomnite, kako je bilo takrat pravzaprav čudno. Skratka, zdaj je bila UDBA in seveda sredstva, ki so bila zbrana na njenem računu. No, tule med nami je Kamničan, sem rekla, gospod Brlec, ampak med temi, ki so bili zelo pomembni v tem gibanju UDBE za pridobitev denarja in potem za uporabo denarja, je tudi en Kamničan. In sicer je to Edvard Brajnik. Edvard Brajnik. Bili so seveda še drugi pomembni ljudje, se pravi Ivan Maček Matija, potem Jana Zemljarič, Drago Isanovič in še drugi, ampak ime Draga Brajnika preberemo v marsikaterih spornih stvareh. Rojen je bil v Kamniku leta 1922, tukaj je obiskoval osnovno šolo, potem so se pa preselili v Mursko Soboto in nekako v Kamniku v glavnem ni bil več. Potem je bil visok funkcionar UDBE, potem je bil partizan, potem na koncu, ne čisto na koncu, ampak na koncu vojne, je pa menda se ukvarjal s božjo oziroma s seljenjem Židov v sveto deželo, se pravi v Izrael. Tako smo pred leti dobili na uredništvo Kamniškega zbornika članek, kjer je bilo napisano, naslov je bil Svetli in temni prijatelj Slovenije. Edvard Brajnik. Jaz ne vem, a je bil kaj svetli, temni pa zagotovo bil. Pravijo, potem je imel visoke funkcije v Beogradu in potem je včasno prišel tudi v Kamnik, ampak samo, kadar so bile kakšne takšne slovesnosti, da je
govoril. Rečeno je pa tako, da so ga radi peljali na kopišča in ni poslušal govorov, ni gledal, ampak je navadno se nekam umaknil in je takole z nogo brcal trobentice. To se pravi, ta tema mu je bila zoprna. Skratka, to je samo en tak spomen. Mislim pa, da je bil tudi, da se je poznal dobro s tem našim pesnikom Balantičem, se je bil eno leto mlajši od Balantiča. Skratka, želim vam lep večer. To je samo obstranska zgodba, da včasih pomislite, da smo tudi Kamničani pravzaprav vse te stvari vpeti. Ne moremo reči, da smo čisto v redu, ampak smo vse različne stvari vpeti, so bili naši predniki marsičesa tudi krivi, tako kot drugi ljudje. Skratka, vam vsem lep pozdrav. Še tole bi rekla. Knjige so pošle. Ljudje jih želijo brati in zdaj da jih nimo pravzaprav tukaj za prodajo. Jaz sem tukaj le listek ali pa en papir, kjer se lahko upišete, da bi knjigo naročili. Stane 40 € in jo boste potem, ne vem, dobili ali po pošti, ali kako, ne vem, v petek bojo morda spet natisnjene. Dobre knjige preberite, dajte jih še komu brati. Prav je, da vemo, kaj je v naši zgodovini. Jaz se spomnim, ko so se pred leti vozila, ne vem kam že gor, na sever z letalom in se je vozil z nami tudi Peterle. Ene dvakrat smo se ustavili, smo presegli na letalo, drugo letalo pa je rekel, veste, zdaj bo pa čisto drugače. Ljudje bodo vse vedeli, kaj je. Jaz sem rekla z možem, kaj pa bo. Je pa rekel, ja, išel bo Bergmanov dosje in to bo zdaj čisto vse pogledalo, vse se bo spremenil. A se je spremenil? Se ni. Skratka, mi pa moramo gledati na to, da te stvari dobro poznamo, da nam nišče ne more soditi pameti. Lep pozdrav. Najlepša hvala za zanimiv uvodni nagovor. Naša današnja gosta in sogovornika sta torej ekonomista, raziskovalca udbovskih arhivov, publicista in pisatelja, torej magister Igor Omerza in dr. Rado Pezdir, s katerim bomo spregovorili torej o njunem raziskovalnem delu ter njunih knjigah. Z gospodom Omerzo predvsem o njegovi knjigi Velikani slovenske osamosvojitve in udba, s kolegom Pezdirjem pa kot rečeno o njegovi knjigi Vzporedni mehanizem globoke države. Gospod Omerza, če ne začnem pri vas, od leta 2010, ko ste izdali knjigo Edvard Kozberg, osebni dosje številka 584, veljate za vodilnega raziskovalca udbovskih arhivov. Kako to, da ste se pred približno 15 leti zakopali v udbovske arhive in katere vse knjige ste do sedaj izdali, vemo pa, da jih je toliko, da bi jih težko seboj prinesel v alpinističnem nahrbtniku. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Zdaj je težko naštetne, ampak imam tle na računalniku, se pravi po Edvardu Kozbergu je šlo še Belce do Velikovca, ali kako sem zljubil bombo. To je knjiga, kjer opisujem nesrečno, tragično smrt edinega slovenskega imigranta, ki je skušal z orožjem vzpostaviti samostojno Slovenijo, pa so ga tukaj ujeli, potem so udeli, potem so ga ubili v Stari Gradiški. In tudi drugi del knjige je pa bombni atentat, ki ga je Udba naredila v Velikovcu leta 1979. Potem je JBTZ knjiga, se pravi čas poprej dnevi pozneje, to je znana afera, proces proti Janši Bošnju, ta se še zavrlo. Potem je Kliči za umor, to je umor študenta hrvaškega Crnogorca, ugrabitev v Salzburgu in umor v Ljubljani. Potem je Slučaj Stjepana, to je to. Potem je Velik in dolgi pohod Nove revije, se pravi, kako je Udba spremljala nastajanje in Novo revijo. Potem je Karla Udba o Dragi, namreč Draga, to znano srečanje slovenskih intelektualcev v Dragi. Udba je poimenovala Karla in proučujem, kako je Udba spremljala ta študijska srečanja v Dragi
potem so se preselila in še danes so na občinah. Potem je 1984 Orwellovo leto Agapa Stepanjana, to je proces leta 1984, kjer so obsodili po nedolžnem seveda in mučili 9 bolgarskih, slovanskih državljanov. Potem je Boris Pahor v Žrelu Udbe, to verjetno ni treba posebej razlagati. Potem so Radotam izdala knjigo Kriminalni temelji TO in NLB, ker je pravzaprav uvod v to sporedno ekonomijo na nek način. Potem je še temna stran Dela, to opisujem, kako so delovni novinari, kako so sodelovali z Udbo, to je šele prvi del, prihajate še 2 dela. Potem je Udba in akcija Sever, kako je Udba spremljala ta miting, napovedani miting, ki se ni zgodil, pa že prejšnje napovedane mitinge v Sloveniji. In sicer je tle Udba delovala pravilno, ampak še vedno sporedno, mimo tega mitinga pa še vedno zavezovala emigrante in domačo opozicijo in delovala praktično do konca, do pač propada socialističnega režima v Sloveniji. No in potem je še pravi obraz Janeza Stanovnika, to sem že predstavil, mislim tukaj v Šmarci, ne? In zadnja je pa, to bo pa serija knjig Velikani slovenske osamosvojitve in Udba, prvi Ciril Žebot, Peter, to bo 3 knjige, potem pridejo pa še knjige od ostalih novorevejaših, potem o Bavčeru, Janši, Pučniku, se pravi, tej plejadi tistih osamosvojiteljev, v katerih je dovolj dokumentov, kako jih je Udba spremljala. To je nekako so te knjige. Kaj pa že drugo vprašanje sem prav? Kako ste se pravzaprav zakopali v te arhive? Neki prijatelji, ki smo bili skupaj v odboru za varstvo človekovih pravic, se pravi Janša, Bavčar, jaz, pa Bojan Fink, pa mislim, da še Bojan Korzika, smo se odločili, da napišemo knjigo v odboru. Jaz sem šel v arhiv, začel to raziskovati in seveda sem padel noter ker nisem vedel, da je Janševa vlada takrat predlagala odprti arhiv, parlament je to sprejel in nisem vedel, da v arhivu da je sploh odprt. In potem, ko sem začel okoli odbora gledati, kaj je Udba počenjala, sem nekako padel v to tematiko in sem tako nekako na ta način prišel do tega, da sem začel pisati prvo knjige o predvsem o slovenski Udbi. Če se najprej dotakneva še torej te vaše zadnje knjige, ki ste ji dali naslov Velikani slovenske osamosvojitve in Udba s podnaslovom Ciril Žebot, Peter. Vi to knjigo pravzaprav začnete 26. maja 1962. Nedvomno je bil ta datum, ki je izredno pomembno vplival na življenjsko pot Cirila Žebota in na nek način posredno tudi na celotno slovenski narod. Kako kaj poveste o tem? Verjetno tudi neka prelomnica, pravzaprav nek začetek državljanske vojne, ki bi se itak zgodil. Ko so Vosovci, se pravi predstavniki, tajna politična policija, ne komunistične, pa stalinistične slovenske partije, umorila Lamberta Ehrlicha, duhovnika. To je zame največji politični umor v zgodovini slovenskega naroda, še bolj kot potem poznejši umor Bana Natlačna. In oba je zagrešil isti človek, se pravi Franz Stadler Pepe, vodja morilskih skupin takrat v Ljubljani, Vosovskih, se pravi stalinistični, je bil pa Edvard Brajnik, Edo Brajnik Štefan. Tako da jaz ta umor zelo natančno opisujem, ampak ne zato, ker bi šel v neposredno kontekst knjige, ampak zato, ker je bil Ehrlich prvič učitelj od Žebota in od njega se je Žebot navzel ideje o samostojni slovenski državi. Ehrlich je praktično prvi Slovenec, ki je zelo jasno in na glas govoril o samostojni Sloveniji. S tem je mislil tudi zadinjeno Slovenijo, se pravi ta del, ki je danes pod Italijo in pod Avstrijo. Ampak pač je imel to idejo iz zadinjene Slovenije, ki se je potem preko Žebota in tako naprej vlekla, bom rekel, do leta 90, ko se je udejanjila. Tako da Žebot je bil pa zraven likvidiran, umorjen. Likvidacija je nagnusen knjigovodski izraz, ki ga partija Udba uporabljata za umor. To je likvidacija knjigovodski izraz. Oni so ga uporabljali, to so še vlekli iz Sovjetske zveze. In Žebot bi mogel biti zraven njega, ker so čakali njega in Žebota, ko je prišel vsakodnevne maše, tam v ljudski kuhinji,
gor na ljudsko kuhinjo v Ljubljani, verjetno poznate ljudsko kuhinjo, sta prišla ven in morilca sta mislila, da je Erlich in Žebot. In Stadler je ubil Erlicha, tale Kratochwil, drugi morilec je pa ubil enega študenta, ne, ki je slučajno bil takrat zraven, ne, ki je zamenil za Žebota. Tako da je zato pomembno tudi ne samo kot učitelj, ampak tudi kot, ker bi mogel skupaj žrtvu z Žebotom. In jaz to zelo natančno, ta umor je zdaj tukaj, rekel, do konca opisan, kot je sploh lahko. Mogoče so še kakšni arhivi v Italiji in tako naprej, jaz sem tudi to iskal, nisem najdel, ampak je zelo dobro opisan ta umor in ta uvod je res, bi rekel, tragičen, ampak zanimivno. Veste, čez nekaj časa tragične stvari postajajo zanimive, kakorkoli so tragične. Ne. Ampak zaradi tega je pač uvod je ta umor Erlicha in je to zame največji politični umor v slovenski zgodovini. Iz vaše knjige pa je razvidno, da je potem Udba tudi vsa leta po drugi svetovni vojni zasledovala Žebota. Zakaj? Zato, ker je prvič. Žebot je napadal komunistični, nedemokratični komunistični režim in drugič zelo vneto zagovarjal samostojno slovensko državo. In imel je izjemne povezave, kamor je potem po vojni šel v Združenih državah. V Washingtonu imel izjemne povezave v vrhu ameriške politike. Ampak on je leta 1943 oktobra šel v Rim, šel z Ljubljane v Rim, ko so prišli Nemci, ker Nemci, Gestapo je njegovega očeta zaprl, ga spravil Dachau, tam je tudi oče umrl in tudi njega so iskali takrat v začetku okupacije na Štajerskem, je bil v Ljubljani. Ko so spet prišli leta 1943 po italijanski okupaciji Ljubljano, bi ga lahko spet zaprl Gestapo in je bežal pred Gestapom. In komunisti ga po vojni obtožujejo, da je fašist. Gestapo ga je hotel pa aretirati. Ne. Zakaj? Zato, ker je bil narodnostno zavezen Slovenc. In oče, in on. Zaradi tega je Gestapo bil v napoto. Kakorkoli, leta 1947 je šel iz Rima, se pravi, gre v Rim, 70. leta gre v Ameriko, najprej v Pensilvanijo, na univerzo, po 11 letih Washington in potem tam tudi leta 89. januarja umre. Kot je bilo že omenjeno, pa so se vajne poti srečale nekako v Arhivu Republike Slovenije pred kakšnimi 5 leti, ne? Še več, ja. Na podlagi tega je torej nastala vajna skupna knjiga Kriminalni temelji teritorialne obrambe NLB s podnaslovom Šokantna razkritja po 50-letnice Titove teritorialne obrambe. Morda bi najprej nekaj o tem povedal Rado. Najprej bi rad izrazil veliko hvaležnost, ker sem danes lahko med vami, predstavljam svojo knjigo in tudi svoje delo z Igorjem. Zelo vesel sem metod, da sem v tvojem rojstnem kraju. Z metodom sva se vmes na telih predstavitvah že zelo spoprijateljila in mi je zelo tako prijeten občutek, da sem pri tebi doma. Glavnem zelo lepa. Ja, midva jaz potem, ko sem delal raziskavo za svojo knjigo, ko sem hotel razumeti, kjera so ta omrežja, ki obvladujejo Slovenijo, kdaj so prva podjetja iz offshore, iz Luksemburga, Lichtensteina, Cipra prišla v lastniško strukturo slovenskih podjetij, kdaj so bili prvi posli z njimi narejeni. Sem nekako prišel do leta 90 in tam sem se ustavil, ker ni bilo več javnih baz podatkov in se odločil, da grem v Arhiv Republike Slovenije pogledati, če bi tam kaj moj biti bilo. Najprej sem spoznal Romana Leljaka, ki me je napotil na tegale človeka, ki je zadolžen za ta del kosa arhiva. In potem čez 3 mesece kasneje, potem, ko sem že dobil prva gradiva, sem spoznal Igorja. In to je bilo ena boljših zadev v mojem življenju, ker Igor je postal res moj odličen sogovornik. Jaz ga dostikrat na pol v šali, ampak zelo zares kličem učitelj, ker pravzaprav zelo malo bi bilo tega razumljeno do te mere, kot je razumljeno in obdelano v knjigah,
če ne bi imel debat z Igorjem. Je pa Igor posebnež, ker je zelo dober ekonomist, ampak se zavraga noče dotakniti ekonomije v arhivu. Mislim, da je to posledica tega, da se je ekonomskih zadev nažrl, razen to, kako komentirava sprotno, in je raziskoval bolj to politično, sociološko posledico delovanja Udbe v pač tej konstelaciji s partijo in obračunavanje z nasprotniki. In kdo bi si mislil, enega dne se nama je prekrižala ekonomija in Igorjevo preučevanje in predmet tega je bil ravno ta knjiga, ki je fantastična zgodba, predvsem Igorjev del, drugi del je fantastičen, ki kaže vse te nove spletke, v katerih je plavala Udba, v katerih je plavala partija, opisuje, kako je nekdanji načelnik Miloš Ugrizek, ki je zapadel v kriminalne posle skupaj z Nikom Kavčičem in Novo Ljubljansko banko, postal neke vrste odmetnik, ki je kot velika oseba iz tega udbovskega sistema celo zbežal na Dunaj, kako so ga nazaj vlekli v strahu, da ga Nemci ali pa Avstrijci ne dobijo in izvlečajo iz njega podatke. Glavno, zgodba je postajala vse bolj zanimiva, vse bolj juice je bila, vse bolj fantastična in je enostavno je padala odločitev, midva morava to napisati, kjer se dve obletnici prekrižata, 50 let Nove Ljubljanske banke, ki je bila fokus mojega dela, in 50 let teritorijalne obrambe, ki je bil fokus Igorjevega dela. Skupna povezava pa je bila, da je ta Brozova teritorijalna obramba v Sloveniji skupaj z NLB organizirala celo serijo črnih fondov po Švici in ostalih državah in da so bili vmes toliko predrzni, da so sami začeli goljufati partijo in na črno vleči denar ven. Posebej se je tukaj izkazala vloga Nika Kavčiča, ki je svoj čas trdil, da je on mogel zapustiti Novo Ljubljansko banko, ki je ustvaril kot matero vsega bančnega sistema v Sloveniji, kjer je padel z liberalnim reformistom Stanetom Kavčičem, no in z Igorjem sva ukazala, da je bil on prvi bankster, ki je pač kradel Novo Ljubljansko banko za neke svoje interne zadeve in da je ni imel omejitve pri poslovanju, naprimer posloval je z Đokom Anđelkovičem, prvim operativcem državnega šverca, Slobodanom Bato Todorović, ki so ga zaradi rankovščine preganjali, bil pa je verjetno prvi tajkun v nekdanji Jugoslaviji in seveda Milošem Ugrizkom, ki je bil načelnik slovenske uprave državne varnosti, pa kot razkrije Igor, se ni zadržal tudi pri temu, da bi švercu zlato. Je bila zanimiva zgodba in ta knjiga ni nepomembna, ker je dala meni potem zagon za naprej, ker v knjigi opišem ta sistem vzporednega bančništva, pri katerem so vlekli ven denar na čist konkretni epizodi posla s teritorijalno obrambo in to se potem v teli knjigi vzporedni mehanizem globoke države nadgradi, poglobi in se pokaže, da to ni, kar smo mi takrat predelali, ni bila epizoda, ampak je bila lastnost vzporednega mehanizma, ki je od leta 1951 trajal. Evo, spet sem ti dal neskončno dolg odgovor, ne? Sam žal, draga publika, kaj jaz začnem govoriti, je to slabo, pa se ne neha. Ja, zato smo tukaj, ne? Gospod Omen, zdaj bi še kaj poudarili glede te knjige, ne, kot vemo, je v bistvu v precejšnji meri to vzporedno ekonomijo razgalil že sam Niko Kavčič v tem dokumentarcu z istomenskim naslovom, pač ki ga je naredila Jerka Bizil, pri čemer jasno je svojo vlogo precej ulepšal. Dobro, ta nadaljevanka, če se še spomnite, bilo par nadaljevanj, je prikrila marsikaj, ne, ker pač akter, ki je vodil ta državni šverc, je ulepšal te stvari, ne. Da je pač ustvarjalo s tem denarjem podjetja v Sloveniji, kar je res, ne. Ampak in potem je neka zgodovinarka napisala knjigo o tem, kako je to hvalevredno, da je nekdo ustanavljal podjetje, kot je Splošna plovba, Aviopromet, IMT, ne vem, droga, Portorož in tako naprej, s tem kriminalnim denarjem državnega šverca, ne. Ampak poglejte, zdaj se res sprašujem, leta 1945 pride na oblast, totalna oblast, ne.
kaj naredijo? Uničijo ekonomijo, pozaprejo gospodarstvenike, pobijajo tudi kakšnega zraven, ne? Ali že med vojno kakšnega ubije voz, recimo praprotnika, ne? Gospodarstvo, pa še koga, ne? In potem oni, ekonomija ne laufa in česa se podstopijo? Državnega kriminala. Oni zasujejo, recimo, če gledamo samo cigarete, ne? Pustimo zdaj mamila, pa drage kamne, pa devize. Oni so z mamili pravzaprav preplavili celo Italijo. Skupaj z mafijo, Udba. In s tem denarjem potem oni gradijo podjetja tukaj, kakor še nekaj v svoj žep dajo. Ne? Ampak gledajte, če bi oni pustili ekonomijo normalno, bi ekonomija sama sebe ustvarila kapital in ustvarila podjetja. A zdaj to neki, to je sramota za državo, da dela šverc, da država dela šverc. Zato so pa nehali pol, enkrat 66 leta, ker je Tito hodil biti mednarodno priznana osebnost in Italija je protestirala in še drugi, ki so bili vpleteni, kjer so naši, rekel, kradli denar italijanskih davkoplačevalcev in še koga drugega. Tako da, vidite, ta način hvali državni šverc in se s tem hvali je nesmiselno, ne? Je napačno, ne? Ker vi ne morete državo graditi, lahko jo gradite, ampak kakšno državo lahko gradite na državnem švercu? Tako kot je bila prejšnja država, ki je propadla seveda tudi. No, Rado, ti pa si v tej svoji knjigi Sporedni mehanizem globoke države vse to podrobno nadgradil, pač tudi to knjigo kriminalni temelji teritorialne obrambe NLB. Z arhivskimi dokumenti si nadgradil v bistvu tudi ugotovitve Danila Slivnika, ki jih je pač objavil v knjigi Kučana oklan leta 1996, s tem, da je bil on takrat še praktično brez dokumentov. Drži, ne. Praktično ni bilo skoraj nobenega dokumenta, ki bi bil njemu dostopen. Seveda to, kar je bilo meni dostopno, je bilo prav zasluga tega, ker je Igor povedal, da je vlada takrat v času, ko je bil prva vlada Janeza Janše, je omogočila prenos tega arhiva iz Sove na arhiv Republike Slovenije in to je bila moja velika prednost, hkrati pa dostop do javnih baz podatkov o podjetjih se je bistveno izboljšal s tem, ko se je digitaliziral. In dejansko je Danilo Slivnik imel na voljo pričevanja in to so bila dosti dobra pričevanja. Ampak problem je bil v tem, da seveda dokumenti dajo dodatno težo in dokumenti ne omogočajo relativizacije. Slivnikove zgodbe pa so relativizirali in posledično tudi ridikulizirali, da se mu prikazuje Udbo mafija. Jaz sem za pomočjo dokumentov dokazal, da so te trditve, ki jih je Slivnik opisoval, vendarle resnične. No, vsezadnje Igor je zdaj povedal samo začetno genezo pridobivanja kapitala in to je šverca cigaret, alkohola in ostalih dobrin. Ampak ta šverc in to neko vzporedno poslovanje se zlepa ne zaključi in seveda realno je vprašanje, kakšna je država, kjer je na drugi strani poslovni partner organizirana združba kriminala. Naj navedem samo primer, kako absurdno to zgleda. Imate primer Udari v zemlji, zelo lepo arhivsko gradivo, iz katerega sledi, da niso mogli v proračunu, uradnem proračunu Socialistične republike Slovenije najti sredstev za to, da bi služba državne varnosti pod Silvom Gorencem lahko kupila helikopter in prisluškovalne naprave, na kar je sta šef CK-ja, France Popit, pa predsednik izvršnega sveta, se pravi tedanje vlade, Stane Kavčič, dovolila, da služba državne varnosti vzame cigarete iz portoroškega skladišča droge, Emone, to proda v Italijo, organiziranemu kriminalu in z tega denarja kupi, kar so si želeli. Če povem zelo strnjeno, leta 1972 smo imeli upravka za državo, ki proračuna ni mogla zaprti. Zamislite si, da Šircelj reče zdaj direktorju Stušku, direktorju Sove, sorry, stari, mi ti ne moremo kupiti helikopterja pa prisluškovalnih naprav, daj peti v Mercator, pa vzem čike, pa jih prodaj italijanski mafiji, pa si iz tega kup.
To kaže na to bolestno razvestijo te države in to je tudi tisto, kar je potem Slivnik opozarjal. Na takih temeljih je seveda nastala izprijana ekonomija, sestavljena iz omrežij in v knjigi mi je uspel celotno rekonstrukcijo narediti tudi v ključni fazi, to pa je umikanje družbenega premoženja leta 90 iz Slovenije z namenom, da se potem iz Švice in Lichtensteina pa Luksemburga začne vračati kot privatni kapital in sicer zelo decidirano, imam zanaliziran, v medijski sektor, v sektor medicinske, nabave medicinske in zdravstvene opreme in v bančni sektor. Ne? In tudi kako se Safti kot osnovni finančni holding Udbe leta 1946, leta 1991 začne transformirati v tisto, kar poznamo kot KB19-9, seveda lastnika velikega dela slovenske ekonomije, najbolj znan pa kot lastnik tednika Mladine in seveda tudi podjetja Mark Medical, ki je preprodajal predrage žilne opornice, kar je bila pa še ena posebna preiskovalna komisija ustanovljena, ki je uspešno dokazala, kakšno zlo je bilo to. In to vam je pokazalo delovanje vzporednega mehanizma in to je konstituiralo tudi omrežja nekdaj visoko rangiranih udbovcev, ki jih popisujem, ki so še kako visoko zrasli v vplivu v tej državi. Se pravi, da je vsa ta desetletja v enopartijskem režimu, pač da so potekali ti kriminalni oziroma mafijski posli oziroma ta sporedna ekonomija s soglasjem partije, torej tako izvršne oblasti, kot tudi pač partije, ki je imela roko nad vsem. Ja, drži. To prav, naprimer, eksplicitno dokazuje ta zgodba o udarju v zemi in tudi, ko so z Igorjem delala kriminalne temelje, se je izkazalo, ne, da so, ko so razkrili, da Kavčič in ekipa dobesedno, Niko Kavčič in ekipa dobesedno kradajo partiji, ne, ko so se oni zagovarjali, da so pravzaprav delali posle za financiranje oborožitve teritorialne obrambe, so šli pregledati, ali je kdorkoli ali Popit ali Kavčič dal ustno navodilo, da se to izvrši, pa so ugotovili, da ne. Kar je ena osnovna lastnost vzporednega sistema, vi imate državo, ki ima neko ustavo, ima neke zakone, ampak na koncu se vzporedni posli zgodijo tako kot v organiziranem kriminalu z ustno privolitvijo. Kar pač kaže na to, kako se je odločili in seveda kaže na to, da uprava državne varnosti oziroma Udba in služba državne varnosti, pač ta imena, nikoli ni ničesar počela na svojo roko, ampak je vedno delala na odločitve, ki so bile potegnjene iz partije in tudi recimo samo razpolaganje in upravljanje sredstvi v lichtensteinskih podjetjih jaz popišem kot posel, ki ga je upravljal sam Matija Maček. Gospod Rumeza, bi bil v tem kaj dodali, v vaših številnih knjigah, ki so nastale na podlagi udbovskega gradiva, se namreč zelo podrobno ukvarjate z nekaterimi akterji, ki nastopajo tudi v Pezdirjevi knjigi, recimo z Janezom Zemljaričem in še marsikom drugima, recimo pač pisali ste tudi o zanimivih rabotah Zemljariča že v 70-ih letih in podobno. Mislim, to je zanimivo, da ni vse črno-belo. Recimo Zemljarič je, ko je prišel na čelo Udbe, je pravzaprav začel preganjati staro Udbo, ki je privatizirala prejšnji državni šverc. Kot je Rado povedal, niso več sprašali politike, ampak so samo za svoj žep delali. Se pravi, tisti, ki so prihajali iz državnega šverca, stara Udba, ko je šla v banko, ko je šla v zunanje trgovinske organizacije, ko je šla v tujino, v zunanje trgovinske predstavništva naših podjetij, je ta svoje znanje v državnem švercu prenesla v privatni šverc. In se stvar predvsej, seveda so bile še nekatere akcije skupne, kot je bila ta udaril z eni. Ampak problem je v tem, da je oblast
ugotovila, da je stari udbovci, ki zdaj niso več v udbi, pravzaprav brez njenega dovoljenja nadaljujejo ta šverc, oziroma tudi odtekanje denarja. Ne? In zato je nova udba začela preiskovati staro udbo. In tle zdaj Mladič bil na ne samo udba, tudi SDK takratna, tudi inšpekcija zvezdna, tudi kriminalisti, vsi so šli na lov za to staro udbo, ki je zdaj se povampirila. Morda zaradi tega, ker je pač, da so ugotovili, da so oni kradli udbi pa partiji. Tako je, ker ni bilo več to v interesu države, kriminalnem interesu sicer. Ne? Zdaj ta situacija je zelo dobro opisana v tej knjigi o teritorialni obrambi, ker pokažejo na kriminalne temelje Ljubljanske banke, danes nove Ljubljanske banke in teritorialne obrambe, ne? Da se je pravzaprav začetnika, denar, s katerim ne bi se financirala teritorialna obramba, se je skušal ustvariti preko črnih fondov, ampak večina ga je zginila v privatne žepe. Ne? Prejšnjih, recimo, Niko Takavčiča, pa še nekateri, pa seveda Miloša Ogrizka in tako naprej. Samo en podatek vam povem. Ko začne udba, inšpekcija in tako naprej, kriminalisti preiskovati te rabote, ki so zdaj izven državne kontrole, ne? Ampak so čisto kriminalne, ne več državno, ampak čisto kriminalne, ne? Je letel Miloš Ogrizek v banko v Švico, sem Galen, ne? V banko in je, ko se je vozil nazaj, je tam dignil dokumentacijo, imel polno torbo dokumentacije in ko se je vozil nazaj, je 8 ur trgal dokumentacijo in metel skozi okno vlaka. Kako to vemo? Ker je šel skupaj s sodelavcem udbe, ni vedel, da je sodelavc udbe, sta šla skupaj v Švico. Ne? In je 8 ur trgal in metel papirčka skozi okno. Ne? Mislim, kot neka taka, rekel, skoraj anekdotična zadeva. Tako, še enkrat bi rad rekel, da je treba ločati, ne? Da je, seveda, hkrati pa Zemljarič bil tudi zelo uspešen v, recimo, ugrabitvah, pa bombni atentat v Likovcu gre na njegov račun. On je bil, ker je bil izjemen organizator, je bil tudi, bom rekel, zelo problematičen v smislu, da je v smislu tajne politične policije, da je preganjal notranjo opozicijo, Kosbeka recimo zastraševal in mu grozil, ne, ko je išel takrat leta 1975 tisti njegov intervju pri Borisu Pahorju, in tudi zunanjo migracijo, politično migracijo, ki je zahtevala demokratične spremembe, pa en del tudi samostojno slovensko državo. Ne. Tako da ta ni čisto črno-bela funkcija tle. Je pa Zemljarič seveda to pa bolj rado opisuje v tem tranziciji, potem naprej seveda je igral pa izjemno pomembno vlogo tudi v gospodarstvu, kot čistem gospodarstvu. Ker ni, ne. Če smo še eno. Ja, jaz bi še enega lika dodal, ki se pojavlja po naših knjigah, pa mislim, da bo zanimiv to v dva in to je Edo Brajnik. Ne? Igor opisuje zelo eksplicitno tehniko delovanja Vosovske likvidaciji, kjer je bil Edo Brajnik pravzaprav glaven igralec tedaj v Ljubljani. Ne? Glaven likvidator in tudi če ste poslušali na Radio Ognjišče, ko je imel Dežman te izpovedi Vosovcev likvidatorjev, tam vidite zelo lepo, kakšna je bila Brajnikova vloga. In ta Brajnik, ki je 45. praktično prišel iz gozda, se začne potem pojavljati v mojih zgodbah noter, ne? Prvič se pojavi v že omenjeni zgodbi z tajnim delovanjem na ravni predhodnice Mossada Hagane in uprave državne varnosti, ki je zelo dobro popisana v Arhivu Republike Slovenije v številnih dokumentih in se zgodba vleče praktično do danes, ker tukaj so nastajala poleg najprej prevoza evropskih judov v britanski mandat Palestina in orožja, zato da so se Judje izborili za svojo državo Izrael, je začela zelo hitro že 48. potekati poslovna povezava med judovskimi podjetji in slovenskimi podjetji. In ta podjetja so tista, ki preživijo še globoko in potem postanejo z združitvijo IDB holdinga in aktive Darka Horvata
naša nova realnost v 2000 letih. Prav ta podjetja, katerih odnose je vzpostavljal Edo Brajnik. In Eda Brajnika imate še več naprej, ne? In ga imate pri Zvezdnem Švercu in ga imate recimo pri trgovanju z morfijem. Se pravi, tisto, kar mi zdaj vemo po zaslugi Igorja, pa deloma tudi mojih ugotovitev, pa tudi od Dežmana, ne, je ta človek daleč od narodnega heroja, samo v mojemu vidiku, kako je lahko narodni heroj nekdo, ki šverca drogo, ki šverca cigarete. To se mi zdi pač noro, ker po tej logiki bi Američani Al Caponeja ali pa Charlesa Luckyja Luciana razglasili za narodnega heroja in mu postavili spomenik. Ne. Kar pa veliko pove o slovenskem zgodovinopisju in pranju nekih likov iz preteklosti. No, omenil si že to tranzicijsko omrežje, v njem na veliko pišeš o tem tretjem poglavju, o tem večjem poglavju. Nekako v času demokratizacije smo naivno mislili, da bo spremembo sistema s partijskim sestopom z oblasti in z denacionalizacijo, da bodo komunisti ostali brez vsega. Ne? No, zgodilo se je prav nasprotno. Na tako imenovani sestop z oblasti, ki ga je zadnji šef Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Milan Kučan zelo dobro zaigral, so se slovenski komunisti očitno s pomočjo UDBE zelo dobro popravili. Je zagotovo. Mehanizem se je začel izdelovati leta 1948 do 1951, je bil že zvezan za davčno oazo v Lichtensteinu, kjer so ustanovili prvo podjetje Kolkomerc Vaduz, in grede to podjetje umre šele leta 1997, verjetno nihče od vas ni mislil, da v Sloveniji poslujejo še vedno podjetja, ki jih je UDBA ustanovila. Denar se potem prenese na podjetje Komeksim iz Lichtensteina, s katerim upravlja Ivan Matija Maček, in tudi to ne bo presenetljivo, če povem, da je to podjetje živelo do leta 1993, ko smo mi že bili osamosvojeni in že bili v tržnem kapitalizmu, so Mačkova podjetja še vedno predelovala. Leta 1968 to nadgradijo z razvojem Nove Ljubljanske banke in usporednih kanalov, ki jih uporablja ta banka, kar sva popisala z Igorjem in kar sem dodatno razširil in poglobil v knjigi. In ta ustanovitev banke je ključna zato, da leta 90 se denar izvozi najprej v Milje Safti v Trstu, iz tam pa iz Tržaške kreditne banke se naprej izvozi v Luksemburg, v podjetje Proteus, in od tam naprej v Švico, v Proteus Financ, v švicarsko banko. S tem je do leta 90 popolnoma pripravljen in konspirativno zaprt celoten kanal izvoza sredstev, ki pa se dogaja tako, da Nova Ljubljanska banka fiktivnim podjetjem daje kredite, ki jih potem prenašajo v tujino in s tem se nazaj vrnajo. In potem pride seveda do privatizacije. No, privatizacijo vse ta kapital vrača, kar mislim, da mi je uspel z dokumentacijo dosti dobro pokazati. Še bolj noro je pa nastane eno prav posebno omrežje, ki je presečna množica med nekdanjimi udbovci in partijci. Tako postanejo zgodbe o uspehu ljudje kot naprimer Janez Zemljarič, Dragan Isajlović, naprimer Ivan Pušnik, visoko rangirani uslužbenec službe državne varnosti v 80-ih letih, ki je bil zadolžen za nemško govoreče področje. Leta 1991 za svojim ciprskim podjetjem rata eden od soustanoviteljev Faktor banke, ekstremne bančne pošasti, ki nas je kar veliko stala v zadnji sanaciji. In tudi bančni sistem se obvladuje še naprej z nekimi kadri, ki izvirajo iz te presečne množice, in bančni sistem začne služiti kot kapitalska pumpa, zato da se ta omrežje vse bolj bohotijo, vse močnejše in vse bolj vplivno v vseh dimenzijah našega življenja, dokler seveda ne pride do tragičnega poka. Zdaj, zadnja podjetja, ki sem jih uspel identificirati iz vseh teh uzbovskih usporednih kanalov, so se zapirala leta 2017 na britanskih Deviških otokih.
Zdaj pa samo pomislite, ne, takrat je že padel Darko Horvat, so že sedeli kakšni iz Pivovarne Laško po zaporih, ampak udbovska podjetja pa še živa, persistentna, živijo in tečejo. Gospod Merza, vi ste aktivno sodelovali v procesu demokratizacije in osamosvojitve. V letih 1991 in 1992 ste bili tudi direktor službe družbenega knjigovodstva. Ste morda kaj slutili, kaj se dogaja v ozadju demokratizacije in osamosvojitve na tem ekonomskem področju? Ne? Ste takrat kaj vedeli o tej vzporedni ekonomiji oziroma tem vzporednem mehanizmu globoke države? Nekaj v tej smeri se je namreč vendarle že takrat šušljalo oziroma domnevalo. No, tako je bilo. SDK je bila razložena za Slovenijo. Ne? Mi tujino nismo imeli nobenih stikov, ker so banke delali devizni promet in tudi tisti tokovi, smo prej govorili, so bili nezakoniti, ni bilo možno videti recimo v SDK, sploh ne. Mi smo pa seveda čutili to privatizacijo družbenega premoženja. Vse to je bilo v redu, ker je pač ustava, mi smo rekli, da bomo to družbeno lastnino odpravili in tako naprej. Seveda, ampak na zakonit način, to je bilo potrebno. Ne? In mi smo takrat naredili 2000 pregledov. Predvsem se to vodila moja namestnica Romana Lolo, ki je ekspertinja, in pa Bogomir Žipilič, žal pokojni, potem je poslanstvu. In smo naredili 2000, v mojem mandatu, se pravi 2 leta, smo naredili 2000 pregledov privatizacije družbenega premoženja. Ko sem jaz začel, sem bil izvoljen parlament, je to Romana Logar postala direktorica, je to poslala na državno tožilstvo. In takrat Drobnič, ki mu ne moramo reči, da je bil pripadnik prejšnjega režima, ne, je rekel na seji vlade, da te ovadbe so manj vredne kot papir, na katerem so napisane. Ne. Verjetno je to iz tega razloga, da je bila zakonodaja, nepopolna na nek način, da ni bilo možno, SDK že lahko naredila inšpekcije, pa kriminalisti se lahko tudi svoje naredili, ampak zakonodaja, ki je bila takrat, je bila nedodelana, da tako rečem. Mi smo privatizirali se pravzaprav po Markovičem zakonu, ki je bil zelo splošen, ne? Ni bil zelo jasen, da tako rečem. In verjetno zaradi tega prišlo do marsikaterega privatizacije, ki je ostala nekaznovana. Ne? In je prišlo do kriminalnega utrjevanja družbene lastnine. Ne? Tega je bilo verjetno veliko. Jaz, da ne bi s tem to rado mogoče tudi nekaj tega opisuje. Ne? Tako da takrat smo dejansko šli v te inšpekcijske preglede, mislim okoli 300 inšpektorjev, ne, takrat, in to se je naredili 2000, to ni malo pregledov. Ne. In to je šlo potem na državno tožilstvo in tam se stvari pravzaprav ustavili. Malo stvari šlo naprej. Ne. Tako da, nekaj pa tudi treba reči, ne, je bil problem. Mi smo takrat, leta 1991, smo se pravzaprav ekonomsko mi smo deklarirali samostojnost, ne. Ampak nismo imeli še svojega denarja, recimo, in tako naprej, bila še zvezdna carina. Tako da ker sem jaz prišel na SDK, prva, ki sem si zadal, da kako bomo odklopili plačilni promet z Jugoslavijo. Ker sem predvideval, da če hočemo biti samostojni, moramo svoj denar, takrat ostala Jugoslavija tujina. Zato sem se jaz predvsem ukvarjal z ukinitvijo plačilnega prometa z Jugoslavijo, ker to je tisoče in tisoče plačil poteka vsak dan, Jugoslavija močna trg. In potem se je to v trenutku ustavilo in je postala tujina, je bilo potem devizam poštovati. To je bil kar težek projekt, ampak kljub temu je pa ta del SDK-ja, drug del, sem rekel, ta inšpekcijski, je pa delal zelo intenzivno na teh privatizacijah. In sem povedal, kakšne rezultati in zakaj. Kolega Pezdir, vi se torej podrobno hvalite s tem tranzicijskim omrežjem, ki je nastalo s pomočjo vzporednega mehanizma globoke države. Nekatere imena ste že omenili, bi morda še kakšnega izpostavili. Ja, naprimer, popisujem zgodbo Milošu Kovačiču, ne sicer tako ekstenzivno, koliko se je potem odkrili, da je še dokumentacija o njemu, ampak dovolj, naprimer, da se ugotovi sledeče. Zdaj veste, glavna zgodba, Miloš Kovačič je bil dober menedžer, to je pač nedvoumno, vse ostalo bi bilo noro trditi, ampak Miloš Kovačič je imel kot tako imenovani rdeči direktor eno zanimivo interpretacijo komunistične ekonomije, ker je rekel, ja, ampak partijska knjižica pa ni bila pomembna za to, da si bil ti direktor velikega socialističnega podjetja. Lejte, naprimer, mene, nikoli nisem vstopil v partijo,
pa sem bil direktor in sem imel možnost delati. No, jaz razkrivam, da je pa nekaj pozabil zamolčati, in sicer, da je bil sodelavec službe državne varnosti in da je, takrat, ko je hodil v Moskvo, je dejansko uvajal ljudi, ki so bili naprimer jugoslovanski pa slovenski emigranti v Sovjetski zvezi, predvsem informbirojevci ali pa vsi ostali. Kar je relativno umazana zgodba. Potem pa se še razkrije, da je v tranziciji pravzaprav bil ključen element kot direktor uprave Krke, ko je Krka zakrito preko mešanih družb, ki so jih je ustanavljala za Saftijem, prišla do ustanovitve dnevnika Republike. Spomnite se v 90-ih tega časopisa, ki je bil izrazito naklonjen nekdanjemu predsedniku države Milanu Kučanu. Tukaj je tudi zgodba o prvih Škrabčevih milijonih in poslovanjih starega Škrabca v Sovjetski zvezi. Načel sem tudi veliki mit o Petru Riglu, to je bil Drnovškov element pri izgradnji nekega usporednega LDS-ovskega gospodarskega vesolja. Sprav, teh zgodb je veliko ravno tako, kot so zgodbe, ki presegajo praktično tisto, kar bi človek mislil, da je možno. Gre pa namreč zgodbe, ki so presečna množica med bankami in klasičnim kriminalom. Recimo aktualen zdaj Šarić, dve epizodi peranja denarja za Šarića preko hčerinskih bank na Balkanu opišem, kako je LHB Frankfurt, se pravi nemška hčerinska banka NLB-ja, posredovala pri denarju, ki je izhajal iz državnega šverca cigaret pod Milom Đukanovićem, kako je Sacra Corona Unida imela odprt račun pri LHB-ju in potem plačevala za črnogorske cigarete. Teh omrežnih zgodb, ki so se tvorile in kreirale, je kar nekaj popisanih. Knjigo Vzponjeni mehanizem globoke države pa ne končaš s pranjem iranskega denarja, ampak v bistvu začneš. Zakaj? Kaj nam pravzaprav pove ta primer Farok, ki se je začel dogajati nekako konec leta 2008? Ja, Farok se... primer Farok je seveda precej ekstremen primer, ki ni ekstremen samo v količini denarja, ki je bila povezana s finančno kriminaliteto in je rekorden potem, ker presega $1 milijardo, ampak je zanimiv tudi potem, ker je nastal na usporednem mehanizmu, namreč leta 1979 po iranski revoluciji, ko je Ajatola Homejini zaplenil praktično vsa zahodna podjetja, ki so delovala v Iranu, predvsem v sektorju plina, je seveda zaradi te nacionalizacije prišlo do blokade na zahodu in iranski plačilni promet je bil zaustavljen. Zato so Iranci leta 1979 prišli v predstavništvo Ljubljanske banke v Bejrutu in se tam dogovorili, da bo Ljubljanska banka prek svojih računov na Švici pomagala Irancem prebiti blokado. In to se je potem zgodilo še leta 2008, ko je 12.12. prišel Farok Zadek pred denar v Novo Ljubljansko banko. Zdaj, dosti časa je trajalo, preden so ugotovili, s čim imajo posla, čeprav so tisti, ki so sprovajali transakcije v Novi Ljubljanski banki, se odkrito upirali delati to, ker so sami povedali višjim strukturam, da morajo delati tisto, kar so jim vedno zabičali, da ne smejo delati. Kljub temu se je to nadaljevalo in kljub temu, da se je razkril, se je še 6 mesecev še vedno denar peral. Policija je vodila preiskavo, ki je bila nedostojna naziva policijska preiskava. Če vam danes kolo ukradajo, verjetno bo prišla policija narediti zapisnik, vprašala vas bo, kakšen je bil kolo, kdaj ste ga nazadnje videli, če se še kaj krade okoli. Policija ni prišla nikoli na Novo Ljubljansko banko vprašati, kako pa zgleda ta model, ki je upravil 1 milijardo.
poznate, kje se giblje, kaj počne. Ravno tako, ko je že potekala policijska preiskava odprto, je Rač Farok Zadek še vedno prihajal v Slovenijo, odpiral račune na Novo Ljubljansko banko, potem nezadnje ste na Pop TV-ju, ko je že v spletni portal 24 ur brali lahko izjavo tedanjega direktorja gospoda Gorška, da on ni imel nič za opraviti z telim, iranskim primerom. Zdaj, transkripti zaslišam pred komisijo, ko smo zaslišali Gorška, ga postavijo direktno na laž. Ko smo mi Gorška vprašali, kako je možno, da imate policijsko preiskavo, osumljena oseba prihaja v državo, odpira račune, vi pa ne razpišete niti posebnih preiskovalnih ukrepov, ga ne sledite, ničesar, je on rekel, zato, ker nas je prehitel. In prehitevali jih je nekaj mesecev, dokler tega potem na koncu v obupu nekam niso zaprli. In zaprli se je pa tako, da se je izkazalo, da so vse institucije absolutno vse spregledale in nobena institucija ni delovala na normalen način. Kaj je normalen način? To, da pričakuješ minimalne postopke, ki se izvajajo, tako kot če prideš v temno sobo, prižgeš luč. Zato je seveda prvo poglavje uvede to zgodbo, ki postavi logično vprašanje, kje zdaj mi živimo, ne? Ker nobenega dobrega odgovora ni. Če se sprijaznamo, ne, da je primer Farok šel skozi in ni bila možna preiskava niti obsodba, zaradi tega, ker so vsi nesposobni, absolutno in popolni idioti, potem nas mora skrbeti, kdo naše institucije, kdo dela v naših institucijah in koliko razsuto imamo državo, če idioti dominirajo v njej. Če pa odgovorimo, da je to ostanek vzporednega mehanizma, seveda se moramo vprašati, kaj vzporedni mehanizem je in od tukaj naprej zgodba teče, ampak je spet depresivno, ker če deluje vzporeden mehanizem, ki izključi absolutno vse institucije v državi, da prikrije tak finančen škandal, ne, potem imamo pa spet en resen problem v državi. In ta uvod je v bistvu točka streznitve, v kateri moramo razmišljati, ali imamo državo, ali nimamo državo in čigave so pravzaprav te institucije, ali izhajajo in delajo za račun vzporednega mehanizma, se pravi nekih omrežjih, ki so detektirana, ali pa dejansko ne obstajamo več kot država. Ampak definitivno takih institucij ne moramo več. Hvala. In še zadnje moje vprašanje za gospoda Omerzo. Se strinjate s tem, kar je povedal kolega Pezdir, ali morda še kaj dodali, glede na to, da je jasno, da imajo še danes pa nekdanje udbovska omrežja, ki so se v času tranzicije na novo regenerirala in prestrukturirala še vedno vsaj delno moč in vpliv, hkrati pa, kot vemo, tudi slabijo, kar se odraža v histeriji, ki smo ji priča v času sedanje vlade. Jaz bi tako rekel, jaz sem vred konkretne zadeve, ne da nekaj nasplošno govorimo. Jaz tudi rekel, ne poznam zdaj to rade veliko teh ozadij preko številk, dokumentacije, tukaj prikazal te, ko se spravim knjigi, vseh knjig, ker teče od leta 45 do leta 2020. Jaz se ostavim tam nekje na letu 90, ker imam pač arhiv, pa se arhiv končal meni, oni šli naprej, dolgo tudi podatke in tako naprej, ampak to je mukotrpno. Kakorkoli, ta knjiga je zdaj šla, to je nek pregled preko 2020 praktično, 2019 končal se mi zdi. Zdaj pogledajte, jaz nekaj pa zelo jasno meni, tudi številčno. Zdaj, nekateri govori, da je 150 milijard, 70 milijard šlo v Slovenijo. To so po moje pretiravanja, ampak eno številko bi rad povedal, ki ni edina. Pravzaprav rad odkril, seštel, da tako rečem, iz dokumentacije. Namreč, igralništvo slovensko, igralnica Portorož in Gorica, sta imela posebno službo v socializmu. In to posebno službo sta vodila Udba in mafija. Spet imamo ta dvojček, Udba, mafija. In so pobirali na to provizijo v Bresti. In to se je vse dogajalo v tujini, v Italiji, v Švici, se je potem to nakazovalo v Lugano in tako naprej.
In tle je bila Udba in mafija. In radi izračunal, da v 10 letih je ta posojilna služba samo v portoroški igralnici je prišlo na ta račun 250 milijonov evrov v 10 letih. Če računamo zraven še Goriška igralnica, ki je bila nekajkrat večja kot portoroška, to je bil predvsem denar Italijanov, ki so hodili masovno v Goriškem portoroško igralnico in zapravljali in si sposojali denar pri Udbi oziroma mafiji in se ta denar potem akumuliral, se pravi 250 milijonov iz portoroške, Goriška je bila pa še nekajkrat več. Smo že nekaj na milijardi. Zdaj govorim konkretne številke. Ne, da ne do rekel pač to nekaj. Povem iz kje in kako. In kdo je hodil ta denar dvigovati in ga nositi v Slovenijo? Visoki Udbaši. In kaj se je zgodilo na koncu? Se pravi, nekaj so ga porabili za tekoče potrebe, da tako rečem, Udbe ali pa države. Ne vem točno zakaj, tega ne vem točno. Ampak se je nosil tudi to vemo, da se je nosil v Ljubljano. Ne? Od leta 88, ko se je začel sistem sesedati, pa do maja 90. Kaj je bilo maja 90? 9. maja, oziroma 16. maja nastopi nova vlada. Udba zgubi vodstvo, notranji minister postane Igor Bavčar. Ne? Ni več tega. In oni hodijo, Ivan Eržen, Štefan Tepaš, njegov namestnik, vodja Udbe, ne? Matjaž Uršič, šef koprske Udbe, pa Boris Zore, visok Udbaš tudi, slovenski pa pozneje v Beogradu, ne, hodijo in nekaj delajo s temi računi. Se pravi, verjetno jih zapirajo in nekaj denar prenašajo. Se pravi, iz tega kontrolnega računa Udbe, se pravi, kvazi države, da tako rečem, se denar nekam prelije. Milijarda, gospodje dragi. Kje je končala ta milijarda? Ne vem, ne morem slediti teh tokov. Še policija naša bi težko prišla do teh podatkov v tujini, ne? Ampak jaz predvidevam, se ta denar tudi vračal. Ne? In to je strašna moč. To je strašna moč. Zdaj, kako natančno, nekaj tega je opisanega v knjigi, vse sigurno nikoli ne bomo zvedeli, ne? Ker ne bomo do tega prišli. In to je to, kar je... Zdaj pa pogledajte, iranska milijarda je bila vsaj iranska, da tako rečem. Kriminal. Branje denarja kriminal. Ampak Ljubljanska banka je recimo par milijonov začela na plačilne promete. Vprašanje, kdo je še kaj drugo, če je to omogočil, to ne vemo, ker ni bilo prave preiskave. Ampak ta milijarda bi morala priti pa v državni proračun Slovenije, ker je takrat, po leta 90-91 to krvavo potrebovala, smo izgubili trge, smo bili brez deviz, ne? In bi te devize mogle priti ne v zasebne žepe, ampak v državni proračun. Mi smo tukaj milijardo zgubili, da tako rečem, državnega, našega denarja, naše igralniške industrije, da tako rečem. Ne? To je še vsebinsko veliko hujše, kot čeprav je to ogromen kriminal bil iranski, ampak ta kriminal je vsebinsko ali pa zneskovno izjemno velike države, nova država, ki je krvavo potrebovala devize, je ogromno izgubila, milijardo, ne? Sigurno. Samo na tem področju. Ne bom se spuščal na druga, ker ne poznam, ne znam zračunati, ne? Ker nimam podatkov. Rado, ti si še Jaz bi še nekaj dodal. Ne? Ta izvoz kapitala pred padcem Berlinskega zidu po kanalu, ki sta ga upravljala Baltija, pa obveščevalna služba ali tajna komunistična policija neke države, ni specifičen samo za Slovenijo. Enako se je zgodil v bivši vzhodni Nemčiji, v DDR. Razlika je bila seveda evidentna, ne, da je nemški Bundestag navedel 2 preiskovalne komisiji, ki so potem dejansko najdle, da je šel denar v Luksemburg, Liechtenstein pa Švico in so uspeli potegniti ta denar nazaj. Ne. Mi pa smo imeli vso dokumentacijo, na kateri sem jaz naredil rekonstrukcijo, pravzaprav v arhivu Sove, ene par desetletij, ne, pa nihče se ni vprašal, kaj se dogaja, pa nihče ni rekel, da mi tudi naš denar potegniti, takrat, ko smo ga krvavo potrebovali, kot je Igor povedal. Zakaj ne odgovor je lahko samo en, ker je takrat vzporedni mehanizem pač kontroliral sistem privatizacije in sistem oblikovanja slovenske ekonomije in omrežij, in enostavno ni bilo interesa, da bi samega sebe sesul.
Hkrati je pa radikaliziral Slivnika in Četico, ki so zaslutili, da tam nekaj hudo je narobe. S prstom se lahko pokaže na vlade in direktorje Sove, ki teh dokumentov niso hoteli videti. Ravno toliko časa je pa to trajalo, seveda, da je to ratala neka zgodovinska rekonstrukcija z iskanjem sledi do tega, kar je pripeljalo do 5 milijardne bančne sanacije. S tem, da treba nekaj reči, ne? Do teh podatkov, ki sem prej govoril, do tega, kako se je to dogajalo s temi graničkim posojilnim denarjem, nisem jaz tega videl leta 90. Pred par leti sva dobila arhiv žene pokojnega kriminalista, ki nam je to predala. In sem tam videla vse podatke, kar je on preiskoval in se ta preiskava ustavila. Zdaj vse zastaralo že, ne? Ampak hočem reči, da smo mi do teh podatkov prišla, ki jih zdaj govorim tukaj pred nekaj leti, ne leta 90, da bi lahko takrat odreagirali, recimo. Hvala. Hvala. Zdaj pa mogoče, če je še kakšno vprašanje za občinstva. Ja, izvolite, ja. Jaz bi vas vprašal, a se vi te obdelovali vlogo gospoda? Ja, Zakrajšek je zelo temeljito obdelan. On je bil v 80 letih tudi direktor Stola. Drži. Vsi vemo, da je on spravil stol na kolena, finančno namreč. On se brigal ne za stroko, ampak samo za finance in tam so šle tajkuna, ki je privatiziral Autokomerc, privatiziral potem tudi Hotel Union, Lev, pa še druge firme. Zdaj je velik, medtem ko so pa uspeli druge tajkune, ko se pravi Bavčarja ali pa Šrota, zašit, on je šel pa skos. Kako je to možno? Kot ena, Zakrajšek je obdelan, njegova vloga v LHB Frankfurtu je zelo podrobno obdelana, posebej v bančnem poslovanju s Saftijom in prikritem pohodu na hrvaški bančni trg. Kot veste, naj bi veljali, da slovenske banke zaradi dolga Ljubljanske banke do hrvaških varčevalcev ne morejo vstopiti na hrvaški trg. To so vendarle naredili preko parih vzvodov. Ključno je bilo par kamniških podjetij pri FIN. To je kar posebej rekonstruirana zgodba in tudi dokazan, da je bil Safti solastnik LHB-ja. Zelo taka dramatična zadeva je. Potem, kar se pa tiče Hermana Rigelnika, je pa vloga ACH-ja in Rigelnika pojasnjena znotraj Faktor banko pišemo v dveh lastniških generacijskih strukturah. Pri tem je eden izmed poudarkov seveda aktiva Darka Horvata, ki nas je stala 300 milijonov evrov in zgodba, na katero se je usedel, to je pa zgodba, ki jo je Edo Brajnik sestavil z agentom Hagane Šajke Danom. Pol pa mislim, da ste drugo točko zaključili, če se prav spomnim, zakaj se nič ne zgodi. To zdaj mogoče nisem jaz ta prav naslov, ampak lahko razmišljam o tem, zakaj se nič ne zgodi. Recimo, ko je bila zgodba o udaji v Zemi na pol razkrita, je potekala debata med jugoslovanskimi tožilci, kaj narediti v primeru državnega šverca, in njihov konsenz je bil, da če gre pa za državni šverc, potem moramo biti pa tiho. Se pravi, enostavno se vam zakonodajne in regulatorske institucije izklopijo v trenutku, ko je interes vzporednega mehanizma in globoke države dovolj močen, da svoj profit čez potegne. In nisem čez prepričan, če sem odgovoril, ampak evo toliko temu. Ja, izvolite. Ja. Za gospoda Omerza imamo eno vprašanje. Znano je bilo, da je v 70-ih letih je bila tudi ena afera NLB v New Yorku. Vlado sodi, mogoče kaj s tem deloval to, ker je tudi to objavljeno. Država je, pravzaprav tudi Amerika se je obrla preko administracije in tako naprej. Ne vem, kakšen je bil epilog. Za gospoda Omerza pa tudi to en namik, mi imamo zelo dobrega režiserja Mitja
Ja, imam cel poglavje LBS New York, pa opis tega, kaj se je zgodilo, kako so prednali, kako je osnova tekla od ljudi, za katere so na LB-ju v New Yorku mislili, da so kriminalci, kako je posel tekel preko hrvaškega agenta službe državne varnosti Španjola, tudi potem, kako se je z LBS-om poslovalo v 90-ih in tudi na koncu imam poročilo ameriškega regulatornega organa, ki je ugotovil, da je to svinjak, ne pa banka. In tudi celo sodni epilog te zgodbe v LBS New Yorku je ravno tako, kot je pokrit cel Interfinanc, pa kot je pokrita cela LHB z vsemi norimi posli. Veliko je zgodb, ki bi bilo fajn spraviti scenarij po film. Predvsem bi mogli narediti film o množičnem povojnem umoru. Jaz sem gledal, ampak ne na dokumentarni način, ali pa na tak suhoparen, črno-belem, ampak tako, kot je naredil Vajda, poljski režiser, film Katinski gozd, ko izhaja z neke privatne zgodbe, dnevnika in pele zgodbo. In fantastičen film, grozljiv, tragičen film. Na ta način bilo treba to zgodbo narediti. Jaz to ne znam, nisem režiser, ampak jaz mislim, da bi mogli Slovenci enkrat ta film o tem narediti. In ne vem zakaj, vem zakaj ga še nismo. Ampak to bi bil, film, ki bi mogel enkrat pokazati to najhujšo tragedijo slovenskega naroda v celotni njegove zgodovini. Še zadnje vprašanje za občinstva, izvolite. Lahko še jaz eno zadevo poslušam, ampak mislim, da se to dogaja še vedno. To je še vedno prisotno, to ni zgodovina. In v bistvu tisti, ki so v to involvirani bili, ali so, se po domače rečeno briga jih. Mi govorimo, ni briga. Voz gre naprej. Zelo zanimivo bi bilo enkrat zvedeti tudi, kaj se je s to slavno odbil kredit dogodek. In čigavi krediti so bili prenešeni tja. To bi pa zanimiva tema. Ampak ne čez 20 let. Tam se bo pa videli barabe, ki so pač pokradili pa potem svoje obveznosti prenesli tja. Tudi. Zagotovo, predvsem je vprašanje, čigav je denar, s katerim ameriški sklad York odkupuje terjatve. Samo še gospod tam nekaj misli vprašati. Izvolite. Prvo se opravičujem, nisem ki preveč dober govornik, ampak zelo lepe stvari se slišijo. Veliko dela je za tem, da se ti podatki dobejo, se zberejo, so resnični. Samo na žalost je pa to, da to je vse pred 50 leti. Niti ljudi ni več, niti sistema ni več, ki je meč tudi pustil rane, ampak smo pa živeli v tem sistemu in smo nove. In rad bi povedal to. Stvari se dogajajo tudi naprej. Take ljudi, kot ste dele temne, bi mogli biti tudi v tem času, ko se še ta zadeva dogaja, da bi bilo prav za to tudi neki ljudje odgovarjali. Ko pa se pogovarjamo samo za to, lepo pa je, da je knjiga, ker je knjiga zgodovina, ker bi jo lahko brali tudi vsi zanamci, ampak kaj velike korist razen od tega imamo, pa mi ne moramo imeti od tega. Želel pa bi, da bi zdaj se ne dogajale take stvari, ki se tudi lahko, čeprav imamo tako sjajno ureditev, pa tako pa vse se ve, pa se tudi veli, ne ve, zdaj govorimo o udbi, pa bomo govorili čez 50 let ustavi, pa tako naprej, no in ta zadeva se ponavlja, ampak glejmo, da je do takih hudih stvari, kot smo jih tega razlišali, te kraje ne bo vrkajali. Hvala. Nekaj dosti dodati, ne. Veste, družba ni enoten organizem, eni so pa proti temu, ne, vse tisti, ki so to vpleteni, ne, teh ni malo, ne. Tako da
Poglejte, ilustracija. V Sloveniji ni bila nikoli možna. Zakaj ne? Ker tisti, ki so želeli ilustracijo, niso imeli nikoli politične moči, da bi jo izvršili. Nikoli. Zato se meni zdi pomembno, da se ilustracija vrši preko knjig, preko člankov, preko takih predavanj, predstavitev. Veste, če zgodine ne poznaš, jo moraš ponavljati. To je, meni se zdi osnova tega, nek moralna basen iz teh knjig. Ne? Da je to pomembno, da se te knjige pišejo, pa ne samo mi, se niso edina. Ne? Pišejo pa nekatere knjige, ki pa so drugačne, ne? Ki dajo drugačen pogled, ki skrivajo stvari. Če berete Kučano biografijo od Repeta, teh stvari, ki jih te noter, kot nastopa Kučan, jih ne boste tam sploh ni, so zamolčane. Ne? Zato je pomembno, da en del družbe skuša tudi ker en del družbe pa proti temu, veste, to je pač tako, ne. Ne bomo nikoli enotni, ampak kolikor bolj bomo mi v teh stvareh verodostojni, kvalitetni in tako naprej, toliko bolj se bo to slišalo. Nimam druge. Zato so favorite. Ja, hvala. S tem zaključujem naš današnji pogovor v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, ki smo jo organizirali skupaj z društvom Demos na Kamniškem in z društvom Svetega Jakova. Še enkrat hvala gospodu Merzi in kolegu Pezdirju ter hvala vsem vam za udeležbo na današnjem pogovornem večeru. Gospa Marjeta, boste vi še kaj povedali?